Lepo pozdravljeni, moje ime je Pija Kapitanovič in sem avtorica podcasta Na robu. Tu z zanimivimi sogovorniki odkrivamo teme, ki so na meji individualnega in kolektivnega. Tokrat z mano dr. Matjaž Gams. Pozdravljeni. Lep pozdrav. Prihajate iz odseka za inteligentne sisteme na Inštitutu Jožefa Štefana, ste njihov vodja, ukvarjate se z umetno inteligenco in kognitivnimi znanostmi, ste član številnih domačih in tujih društev in programskih odborov. A ne zanimajo vas le številke in podatke, močno vam je mar tudi za družbo in njen razvoj. O njem niste prav optimistični. Med drugim opozarjate in trdite, da bodo manjši narodi, kot sta slovenski in hrvaški, izumrla. Tega ne govorite na pamet. Pravite, da so za tem realne številke in vse, kar pravite, je znanstveno dokazano. V svojih teorijah, kolumnah, člankih opozarjate na posledice politike odprtih meja, volk kulture in drugih skrajnih ideologij. Sem zajela vse vaša zanimanja? Ja, dejansko sem znanstvenik z Inštituta Jožef Štefan, predavam tudi na več fakultetah in je pa takole nekaj tak bolj svoboden pogovor, je treba ločiti, kaj je nesporno znanstveno strokovno, kaj so pa neke mnenja pa interpretacije. Jaz upam, da bo poslušalcem to jasno iz pogovorega samega, ker ne bom uspel vedno reči, to je strokovno, to je pa moje mnenje. Ne? Dobro. Pozabila sem omeniti, kar mi je tudi fascinantno, da ste ljubitelj živali in ste v naravo vrnili kar nekaj domorodnih živalskih vrt, ki so bile pred izumrtjem. Vas to še zanima? Da, to pa absolutno. Se bova tudi tega dotaknila. Pa če začneva morda z skrajnimi ideologijami. Zakaj so po vašem mnenju ideje in gibanja, kot so Black Lives Matter, teorija spolov, okoljski aktivizem, antikolonializem, neke ideje, ki nazaj vpeljujejo diskriminacijo? Torej, ravno nasprotno trdite, kar večina meni. Zakaj gre? No, svet je velika, ne, tako da karkoli rečete, pravzaprav na spletu najdete, da še neka skupina trdi podobno. Ne. To, da ta gibanja ideološka, ki ste omenili, da eno govorijo, drugo pa delajo, oziroma recimo, da govorijo, da so proti rasizmu, proti diskriminaciji moških, žensk, kogarkoli, ne. Potem pa pogledate, kaj govorijo in vidite, da so pravzaprav oni rasisti, da so oni sovražniki žensk in tako naprej, kar je v bistvu zelo nenavadno. Ne? Če se ti boriš za neke pravice, recimo žensk, bi človek pričakoval, da se boriš, dejansko potem boriš za pravice žensk. Ampak, ne vem, tle ste našteli vrsto teh gibanj. Morda en primer. Ali se lahko moški, ki se proglasijo za ženske, ali grejo lahko v slačilnice z ženskami, ali lahko tekmujejo z ženskami in tako naprej. Obstaja moški pa ženski sport, zato ker smo pač biološko različni, kar nas je naredila narava. Ne? In zdaj, zakaj hoče na vsak način moške, ki se proglasijo za ženske, dati ženska tekmovanja, potem na celi kupici teh tekmovanj pobirajo kolajne. Ne? Če bi bil šport čisto odprt, bi lahko moški tekmovali na ženskih tekmovanjih, vse ženske ne bi praktično nič dobile. Samo pogledajte si rezultate v športih. Recimo v teku, v dvigovanju, teži pač karkoli pogledate, to so pač biološke razlike. Ne? In zaradi tega imamo ženska tekmovanja, zato da imajo žensko možnost osvojiti razne kolajne, da trenirajo, da se šport razvija, zdravo življenje in tako naprej. Ne? Zakaj? S tem v bistvu uničujejo ženski šport, ženske pravice, ne, v imenu ženskih pravic. Zakaj to delajo? Mislim, da to delajo je dovolj očitno na mnogo primerih. Ali pa pogledajte en drug primer. Ne. Rečejo, največ zla na svetu so naredili starejši beli moški. Starejši, starizem, beli, rasizem, moški seksizem. Se pravi, 3 glavne vrste diskriminacije imate v enem samem stavku, pa so to permanentno govorili, mediji so to ponavljali. Kako je to mogoče? Se pravi, tisti, ki naj bi se borili proti vsem tem diskriminacijam, ne, sami propagirajo eksplicitno vse te diskriminacije, pa nobeden se jim ne postavi po robu. No, to, kar sem zdaj povedal, sem povedal tudi v državnem svetu in sem povedal, da je to tipičen primer diskriminacije, na katerega Slovenija, upam, ne bo pristala. In tle imamo, mislim, da kar srečo s tem zagovornikom enakopravnosti, s katerim smo se zelo dobro ujela, da smo potem lahko take stvari, saj na enem organu to opozarjali. Dobro, večkrat omenjate tudi kulturo zanikanja, volk kulturo, kot skrajno oziroma zrcalno sliko fašizma.
Zakaj gre? Ja, to je, glejte, ekstremi imate na levi in pa na desni. Se pravi, na desni imate kakšen fašizem, a ne, pa podobna gibanja, na levi imate pa, kaj imate pa na levi, kako tisto imenujete, ne. Lahko rečete stalinizem, woke culture, kultura zanikanja, pač oba ekstrema sta ekstremna, oba hočeta uvesti neke diktature, ne, se pravi, ne smete več govoriti to, kar imate normalno v normalni demokratični državi. Pa morda začetek povedati, kaj sploh je kultura zanikanja, kaj bo kultura morda za tiste, ki ne vejo, se ne zanimajo za te teme. Jaz bi definiral kot antipol fašizma. Se pravi, če je fašizem tisti, ki pač forsira svoj pogled, a ne, in ga nasilno uveljavlja, to so diktatorski, nasilni režimi, ne. Potem je na levi, če pogledate simetralno čez, bi jaz to rekel, da je to najboljša definicija, najbolj enostavna. Enostavne definicije pravzaprav ni, če pogledate tudi Wikipedijo pa ostale vire, vidite, da piše tam vse mogoče, ne, ampak povsod piše, da so to neki ostarkizmi, se pravi, to so na tej levi, ne, so ta gibanja, ki so zelo močna tudi v Sloveniji. V Sloveniji je precej več tega levega ekstremizma kot desnega. To lahko hitro ugotovite, ne. Torej gre za to, fašizem zagovarja neke tradicionalne vrednote, delo v hierarhiji in potem na drugi strani, pa vi povejte. Če zagovarjaš tradicionalne vrednote, nisi fašista, ne. Vprašanje je, kdaj samo zagovarjaš neko mnenje, kdaj pa prideš v nasilno ideologijo, ne. Tisti preskok v nasilno ideologijo je tisto, kar definira fašizem, ne. Začeli se je tako, če se spomnite, ne, Židi so grozni, in če pogledate danes, kaj se dogaja v svetu, danes so Židi spet grozni, hudobni in tako naprej, in ne vem, tam pobijajo nedolžne Palestince in tako naprej. Se pravi, en del te ideologije, ki se pojavlja, spet diši po fašizmu, ne. Kakor prihaja z leve ali desne, saj ni važno. Se pravi, ko začnete vi nekoga sovražiti, začnete proti njemu ukrepati, kakorkoli, ali mu pobijate šipe, kot se je začelo pri Hitlerju, ne, in potem se to, in ljudje to odobravajo. Če ljudje so proti nasilju, se nasilje ustavi. Če pa uspejo preko medijev prati glave ljudem, ja, Židje so hudobni, ono, drugo, tretje, tako kot je bilo za časa Hitlerja, potem bes zajeme celo populacijo in potem se dogajajo grozljive stvari, ne. Tlele pri Palestini je seveda zgodba mešana. Če gledate medije, samo pogledajte primera, ne. Če pogledate poročilo nekega TV-dnevnika ali karkoli, boste vsak dan videli praktično, kako umirajo tisti ubogi palestinski otroci, kar je grozno, ne. Ampak kolikokrat ste pa videli, da so umirali pa recimo židovski otroci, pa so tudi oni umirali, tam je nasilje dvostransko, tam se pobijajo tisoče let med sabo, se sovražijo, ne, to je, jaz sem tudi bil dol, ne, sem si to lahko v živo ogledal. In enostransko prikazovati in ščuvati proti tem primeru ali proti Palestincem ali proti Židom, ne. Jaz mislim, da to so napačne poti, ki vodijo v neke nasilne. Ampak ljudje imamo radi to, da ločimo dobro od zla. Vedno iščemo to, že od pravljic naprej, in se mi zdi, da se ne neha tako. Ja, ljudske mase je zanimivo, da so jih modelirali z raznimi sistemi umetne inteligence in nekako vsi so bili mnenja, da je dokaj lahko jih upravljati. Se pravi, dokaj lahko je ljudi, če imaš na voljo medije, če ne imaš na voljo splet, jih je dokaj lahko spraviti v neko razpoloženje in tudi dokaj lahko jih je spraviti do tega, da začnemo sovražiti in pobijati nekaj, ne. Vse te vojne, ki se dogajajo, Ukrajina, Palestina, in tako naprej, vse to je rezultat enega spodbujanja sovraštva z ene pa druge strani, in če pogledate ene vire, pa čisto kjer vseeno Palestina ali pa izraelska država ali pa Rusija pa Ukrajina, če pogledate ene medije ali pa druge medije, ne, to je čisto diametralno. Se pravi, oni so sovražni, hudobni, so nas napadli, mi se moramo brati, a ne, samo zamenjano je to. Namesto da bi se usedli, spogajali, dogovorili in ne bi bilo več vojn, kar jaz stalno zagovarjam, ampak večkrat sem pisal, ko sem bral program Trumpa pa Clintonove, to je bilo kar nekaj let nazaj, se pravi takrat, ko je bil potem Trump prvič izvoljen, sem bral program Clintonove in med vrsticami je pisalo, da bodo iskali konflikt z Rusijo. Sem bil prav šokiran, ker je to pisalo v njihovem volilnem programu. Si predstavljate, to demokrati, levičarji so v svojem volilnem programu pisali, da bodo iskali konflikt za Rusijo. To je prav šokantno, ne, ker človek bi rekel, ne, svoje čase je bila levica proti vojni. Vsaj, kakor se jaz spomnim iz mladih let. Kaj se je spremenilo pri
enemu delu te levice, ne, da je postala tako imenovana progresivna, napredna, ampak tudi nasilna. Ne. Kaj se je zgodilo, da se vedno sta bila levica pa desnica tudi s svojim ekstremnim krilom, samo ta dva ekstrema se na obeh teh straneh krepita, ne, in to ni dobro. Tako je tudi Hitler prišel na oblast. Ne. So se bali, ali bodo levi ekstremisti ali pa desni ekstremisti prišli. Tisto, kar vemo, da je za kvalitetno življenje pomembno, je sredina. Dokler sredina, jaz sem seveda sredinca, dokler sredina uspe umiriti tiste ekstremiste z leve ali pa desne, stvari potekajo dobro. Ko pa se to zgubi in ena ali pa druga stran prevlada, je pa problem. Nekoč ste mi dali zelo, zelo lepo in nikoli ne bom pozabila te izjave, da za vsako rešitev, vsako pot iz labirinta nikoli ne moreš obrati samo levih ali desnih smeri in poti, ker ne boš nikoli prišel ven. Tako, ne. Vsi ti nasilni ekstremi povzročijo to, da ljudje slabo živijo. Ali pride do neke vojne, recimo zdaj nam grozi tudi jedrska vojna. Ne. Ljudje če se pogovarjate recimo o Sloveniji z ljudmi, je prav šokantno. Ne. Dobro še ljudje reče, pa saj vojne ne bo, to sam strašijo, tako sigurno ne bo, pa kako sigurno ne bo. A mi vemo, kako Putin razmišlja, a mi vemo, kakšne stvari so potencialno tam. Ne. Mislite, da je velika verjetnost? Če pogledate jedrske znanstvenike pa strokovnjake, trenutno živimo v enem najbolj nevarnih časov človeštva. To se pravi trenutno, ne, po operativni oceni. Zakaj je temu tako? Zato, ker smo najbolj bližje temu. Spopad se stopnjuje, čedalje več orožja, čedalje bolj naprednega, čedalje globlje se napada, nekako ne, da se spopad umirja, ampak se spopad širi. In seveda v neki fazi... Ampak dokler bo neka gospodarska rast, ko bojo ljudje zadovoljni, verjetno ni strahu, ko pa predpostavljam, običajno je bilo tako. Ni strahu do jedrske vojne? Za razširitev spopadov, če ljudje ostali dobro živijo, če pa nastopi še neka revščina, pomanjkanje, potem pa lahko hitreje najdemo krivca za to in postanemo sovražno nastrojeni. V tem smislu mislim, da so se vojne razvijale zaradi nekega, takrat, ko je bilo pač neka huda stiska tudi pri ljudeh, so lažje potem stopili v vojne. Ne bi rekel, da je zdaj prav velika revščina na svetu. Ni, absolutno ne, saj zato. Pa s 30 leti nazaj standard strašno porastel. Zdaj živimo bistveno bolje, pa ne samo mi, tudi ljudje v Pakistanu ali pa tudi ljudje na Šrilanki živijo bistveno bolje, kot so živeli pa pred 20 leti. Oni so še večji preskok naredili v zadnjih 20 letih kot mi. Ja. Kitajci so naredili največji preskok, 500 milijonov ljudi je prišlo izpod praga revščine v srednji razred, recimo, ali pa spodnji srednji razred. Se pravi, kar je močno obremenilo tudi okolje in tako naprej. Ampak recimo tisto, kar je pa problematično, je pa ta želja po borbi, želja po sovraštvu, želja po uničevanju in se vprašate, pa odkje to prihaja, ne? Koliko ste vi rekli, če ljudje čedalje imajo večje blagostanje, čedalje manjša revščina, zakaj se potem ljudje čedalje bolj sovražijo in ne samo levi pa desni med sabo v isti državi, ampak potem tudi druge države, zakaj ta stopnja sovraštva narašča in to je zelo slab znak. Obstaja cela skupica študij, ki kaže, da so taki časi problematični od tega, da prihaja potem do vojn, od tega, da se družba razsuje. In naša študija, ki sicer je čisto drugačna, je strateška, kaže, da bo človeštvo verjetno živelo 1000 let. Se pravi... Torej, da bomo izumrli. Tehnološka civilizacija. Ja, in bomo sami sebe uničili najbolj verjetno. To ugotovimo iz tega, da če pogledamo, zakaj nismo našli stika z nobeno drugo civilizacijo v naši galaksiji, pa imamo čedalje boljše teleskope, pa že, ne vem, vsaj 100 let to že delamo, in verjetno smo celo edini, kar pomeni, da smo edini in prvi, kar je zelo majhna verjetnost, ali pa civilizacije nastajajo, pa izginevajo. In če nastajajo, pa izginevajo, potem se da pa začunati približno cikel, in ta cikel je tam. Človek, če pogledate, živi nekje do 80 let povprečju kar v redu, pa je pa tak velik parec, in ta parec se pri naši civilizaciji po naših izračunih zgodi med 1000 pa 10 000 leti. To je zelo kratko obdobje. Če pogledate, ljudje so na svetu milijone let. Lucija je 6 milijonov let stara. Pa mislite, da se bomo samo uničili z vojnami ali bo prišel kakšen komet? No, zdaj pa hec je pa to. Nimamo pojma, kaj nas bo uničilo. Zaradi tega, ker iz tega matematičnega izračuna ti nič ne pove,
kaj bi bil razlog. Ne? In če pogledate Wikipedijo ali pa Elona Muska, če gledate, on je pač genialc, nekje je moj vzornik, glede marsičesa, ne, našteva recimo 5 do 10 takih možnih komponent. Noter je tudi globalizacija, noter je tudi socialni propad, noter so seveda jedrske vojne, kakšni biološki agenti, kot je recimo neki bistveno bolj strupen virus oziroma uničevalski virus. Skratka, cela kupica teh možnosti je in mi znamo začunati tisto, kar znamo. Ne? Da bi sam znal začunati, kaj je bolj verjetno. Ne znate pa človeških motivov in želja in vzgibov še zanalizirati. Ja, ljudje so včasih zelo čudni, kot posamezniki in kot množice. Če lahko jih kontroliraš, posmerjaš, recimo lahko jim prepričaš, da je družina slaba, da se ne smejo poročati, da ne smejo imeti otrok, se pravi, lahko jim pač take stvari forsiraš na razne načine in jih v veliki meri tudi prepričaš. Ne. Včasih se pa ljudje kar obrnejo po svoje, tudi posamezniki, ki odločajo o tem, da recimo, če pogledate Izrael, je tam zelo močan, kakorkoli temu rečemo, predsednik Netanjahu, ki ne bo popustil oziroma ne popušča zlepa. Ne. Tudi predsednik Biden, ki je zdaj imel porazno debato, ampak ne bo odstopil. Ne. Se pravi, so ljudje, ki so zelo, vztrajni, močni, ne bodo popustili zlepa in je marsikdaj odvisno od individualnih lastnosti, kaj se bo zgodilo naprej. Ne. Ker recimo, če pogledate ameriške volitve, se ni vseeno, kdo bo izvoljen, en ali pa drug. Ne. In so tle posamezne časovne lastnosti, ki bodo morda odločile, v katero smer bodo šle volitve. Koga bi si želeli? Ja, o takih stvareh se ne izražam, ker pač bo, kar bo, Američani bodo volili, kar bodo volili. Je pa res, da so bile volitve, če ste kaj gledali tole predvolilno srečanje, tazga še nisem videl, pa sem jih videl že kar lepo število v svojem življenju. Ne. Kaj podobnega še nisem opazil, ker me predsednik Biden spominja na mojega očeta, ki je bil tam pri 85 in je začel izgubljati kognitivne lastnosti. Ne. To se pri Bidenu dogaja in pač ti je kar malo hudo, no? Kako bi drugače to povedal. Ne. Prej ste naštevali razloge, zakaj bi se lahko človeška populacija oziroma človeštvo uničilo. Kaj pa depopularizacija? Torej, vemo, da že nekaj desetletij število prebivalcev narašča, do 10 milijard naj bi prišli, potem pa bo to začelo upadati. To marsikdo v smislu pritiska na omejene naravne vire vidi kot zelo pozitivno, vi pa pravite, da to ni ravno razlog za veselje. No, to je pa zelo zanimivo vprašanje, ne, s katerim se intenzivno ukvarjam že desetletja. Namreč po naravi, ne, po Malthusu so demografska gibanja eksponentna. Se pravi, če imate več potomcev, kot je tista vzdrževalna raven, potem stvar eksplodira navzgor ali pa navzdol. Ne. In potem po Malthusu so razni mehanizmi, ki to kratijo, lakota, bolezni, vojne in tako naprej. Ne. To je njegova pač razlaga. In v moji sobi so knjige, ki govorijo o tem, da bo stvar eksplodirala, da bo uničil svet navzgor, in so knjige, ki trdijo, da bo stvar propadla dol in da bo zaradi tega svet in civilizacija propadla. Ne. In oboji imajo neke argumente. In če pogledate Kitajsko, ki pač ni demokratična v tem stilu, da imate lahko toliko otrok, kot hočete, ampak regulira to, ne. Seveda najlažje regulira tako, da greste včasih malo gor, pa včasih malo dol, pa malo gor, pa malo dol, in potem ste približno na tisti konstantni ravni. Ne. Seveda, če bi šli navzgor, bi slej ko prej uničili planet. Ampak če bomo šli pa navzdol, bomo pa slej ko prej uničili sebe. In ko so anketirali ljudi, ali menite, da bi bilo Zemlji boljše, če ljudi ne bi bilo, odvisno, kje so delali to anketo, pa zakaj, ampak recimo tam povprečju okrog 10% ljudi je reklo, da bi bilo boljše, da ljudi ne bi bilo, da bi bilo to za planet Zemlja bolje. Kar je totalen absurd, a si predstavljate to? Totalno, toliko imamo že vpravne možgane, da ne razumemo, ko prvič slišimo ta stavek, kakšna bedarija je pa to. Zakaj je to bedarija? Morda bi pa res narava postala lepa, tukaj vidiš gozdovi in tako nek kraj. V redu, pa dajmo, kaj bova skupinsko naredila samomor,
bova spila neko tabletko in se bova poslabila in bo narava lepša potem. No, ampak marsikdo pravi, da ravno zaradi tega razloga ne želi imeti otrok, ker ne želi v bistvu vplivati in pritiskati na naravo. Ja, Večkrat slišim. jaz mislim, da je to ena izmed tistih eklatantnih primerov, ko imamo toliko prane možgane, da se nam to zdi kar normalno, ne. Ampak to je ekstremno, bi rekel, rezultat tega, kar se dogaja v svetu, ker ali to nastaja samo po sebi, ampak definitivno pa te elite, ne, zlasti zahodne, forsirajo, od Billa Gatesa naprej, približno vemo, ali pa tisti G7, pač Nemec, ne. In to se forsira z namenom, ker so se bali, da bo človeštvo eksplodiralo in bo uničilo planet. Seveda bi eksplodiralo, ne. Če bi eksplodiralo, bi uničilo planet. Ampak to pa ne pomeni, da bo uničilo tudi človeška civilizacija. Če pa implodira, pa pade na nič, potem pa ljudi ne bo več, ne. A ni to preprosta logika? In še nekaj zelo pomembnega drugega se je zgodilo. Če pogledate Elon Muska, on pravi, ne, ljudi je tako premalo, on daje take primere, bom po Slovenijo ta primer, ne. Če bi vse ljudi vsega sveta spravili v Slovenijo, kaj mislite, na koliko kvadratnih metrov bi prišel en človek? Vsi ljudi celega sveta v Slovenijo. Verjetno ne bi bilo dovolj prostora. 2 do 3 metre, en človek bi imel 2 do 3 metre, ne. Se pravi, ni toliko problem v sedanji gostoti ljudi, samo razporejeni so povsod in potem gledate nek famozen prispevek, recimo, ne vem, kakšne TV oddaje, kako človek ima zase cel otok in tam pobija vse živali in vse zavlada, ne. In je to je višek uničevanja narave, ne, namesto da ga poveličujejo, kaj je zdaj naredil pozitivnega pa dobrega. Ali pa recimo, če postavijo sončne panele na kmetijske površine, ne, to reče, to je super stvar za okolje, ne. To je višek okoljskega kriminala, kaj bolj neumnega se ne morete spomniti. Poglejte, vsak dan izgine. Zaradi tega, ker se pokrijejo neka zemlja, ki pač daje hrano. Saj če skala... Ni pa napačno sami sončni paneli. Seveda. Na sami skali ni življenja, ali pa je minimalno življenja, ne. Življenje je tam, kjer je narava, kjer je zelenje, kjer je voda, ne. In potem reče, ne, pa sej degradirana površina, ne. Najprej so degradirali površino, potem pa postavijo panele čez. Pa še če postavijo panele čez, jih lahko postavijo nekaj više, pa je od spodaj življenje, ne. Ampak tega ne delajo, ker je to malce dražje in potem raje postavijo panele praktično na tleh, tako da je tista površina nerabna. In to je višek okoljskega kriminala in poneumljanja ljudi, ne. Verjetno nas je velika večina za okolje in zakaj potem CS večkrat piše o tem primeru, ne, pa valjda se vsi te pravi okoljevarstveniki zavedajo, da je temu tako, ne. Imamo ogromno streh, imamo ogromno površin, kjer bi lahko postavili sončne panele, ampak ne, tam pa ne, ker je nekaj dražje, ker je gora, ne, ceneje, če na tleh postavimo, to se nam bolj splača, to je bolje, ne. In to se ne dogaja samo v Sloveniji, tudi v drugih državah v Evropi dogajate, se pravi, v imenu okolja uničujemo okolje. To je prej, ko smo govorili, v imenu ženskih pravic jemljemo ženskem pravice, v imenu boja proti rasizmu, diskriminaciji uvajamo diskriminacijo. Kam je prišla ta neumnost ljudi? To je meni dostikrat nejasno. Ne. Če se zaustaviva še malo pri demografiji, torej nekaj so te ideološke idejne odločitve, zakaj vsaj na zahodu se manj pogosto odločajo za otroke. Druge pa so čisto naravne, namreč marsikateri par zadnjih 20-30 let zelo težko zanosi. Vidite tukaj morda neke družbene ali vplive oziroma zakaj po vašem mnenju prihaja do tega in kaj ima to morda z tem pretiranim stresom, je to povezano, tako hitimo, smo izgoreli in potem nimamo, naše telo ni več sposobno reprodukcije. Dobro vprašanje, ne, če pogledate kaj se vse dogaja skozi demografska očala, ne. Če pogledate, zakaj je LGBT boljši kot normalna družina? Ja, zato, ker je v LGBT družinah 2-krat manj otrok. Zakaj je dobro, da moški hodijo lahko v ženske športe ali pa da hodijo v ženske slačilnice? Zato, ker to nekako uniči normalne razmerja med moškimi in ženskami, ne. Skratka, če pogledate vse te, ali pa tiste, ki ste jih prej našteli komponente, vidite, da je skupni imenovalec, ko nekako vse te posamezne komponente abstrahirate, ne,
vidite, da je skupni val zelo enostaven. Karkoli, samo da bi pokvarili normalne odnose med moškim in ženskom, normalno plodnost, da bi imeli normalno rodnost. Ampak v Evropi, v Sloveniji in večini sveta je rodnost precej po 2,1. Mi imamo rodnost tam 1,5, 1,6 v Sloveniji, pa tudi v celi Evropi. In je samo vprašanje, kdaj bomo s takim tempom izumrli. Avtohtoni prebivalci v Sloveniji leta 2000, recimo vzamemo neko štartno točko. Lahko bi vzeli tudi malce prej, pa malce pozneje, ampak vsako leto se zamenja več kot 10 tisoč ljudi. 10 tisoč otrok je premalo reda velikosti, sploh še nismo šteli tisti, ki sami migrirajo ven. 10 tisoč otrok je premalo, da populacija ostala enaka, mora priti 10 tisoč ljudi od zunaj. Kolikokrat po 10 tisoč ljudi moramo zamenjati, da zamenjamo 2 milijona. Osnovna šolska matematika, ne? Se pravi 2 milijona, deljeno z 10 tisoč, pride 200 let. V 200 letih bo celotna populacija zamenjena. Kdo pa bo pol tukaj živel? Ljudje. Ampak ti ljudje ne bodo genetsko Slovenci. Ali pa Hrvati, ali pa kar pri nas je največja Slovenca, pa je Hrvata, pa tako naprej, se jih je cela kupica. Ne? Ampak trik je v tem, da to velja tudi za Nemčijo, pa Anglijo, pa Evropo, pa karkoli, ne, s takim tempom. In, če bodo torej tukaj potomci priseljencev, torej Arabcev, ne vem, tudi Kitajcev, ampak a ne bo to morda samo vrnitev na neko že tisočletje staro prakso, saj nikoli ni bila Evropa tista v središču, vedno so bili neki pobudniki idej oziroma, kako bi rekel, vodje sveta, bolj ta prebivalci vzhodnega sveta, Arabci, Oriental, Kitajska, ta prevlada Zahoda je nova v resnici v tej civilizaciji. To je spet, se mi zdi tako malce definitično stališče, ne. Vprašanje, hočeš zmagati, hočeš zmagati, objektivno, ali hočeš izgubiti. Ko pridejo naši športniki, košarkarji, odbojkarji, nogometaši, ko pridejo na teren, hoče zmagati ali hoče izgubiti. Ja, po moje hoče vsi naši športniki zmagati, ker to je v bistvu... Mislite, da gre za nek boj narodov v temu? Gre za čisto osnovno vprašanje, imate pozitivne komponente, si želite uspeh, ali ste defetistični in nekako ste pripravljeni poklekati in počepati. To je zelo osnovno vprašanje. In pri športnikih je isto, potem, ko si že psihično čisto oziroma fizično čisto na psu, ali boš še najdel psihično moc, pa boš še potegnil. Tle smo Slovenci fenomenalci. Tako da ta super strateška vele ideja, da moramo, ne vem, izumreti, pa ne vem kaj drugega, ne. Kje to prihaja, če vidite, da je ljudje očitno čisto drugačne? Zakaj smo mi svetovna športna velesila? Zato, ker imamo v sebi moč. Imamo v sebi zagnanost, imamo v sebi željo, imamo v sebi pogum, imamo pamet, imamo fizično in psihično sposobnost vrhunsko. Ne? Ampak zdaj pa se vprašate, odkot pa te defetistične ideje? Ja, s temi defetističnimi idejami nas pa filajo. Splet, mediji in tako dalje. Na kakšen način? Ja, na mnogo načinov, ki sva tle delno že omenila, recimo tako, da lahko moški tekmujejo v ženskih športih, ali pa na tem, da so starejši beli moški krivi vsega. Če pogledate Ameriki, da so tiste očete Amerike, so šli njihove spomenike umikati, zato ker so imeli recimo sužnje. Takrat, ko so imeli vsi sužnje, so imeli tudi oni sužnje, ne. Danes seveda je to nesprejemljivo, ampak takrat je bilo čisto sprejemljivo. A pa recimo v državnem svetu smo imeli precej polemike, ali je bil Prešeren pedofil, ki je bodo osvajal Primčevo Julijo, ki bo stara 13 let. Glede, to so porazno defetistične ideje, ki so sramotno bedne, se ne moram drugače temu reči, ne. Pač takrat so bili taki običaji. Džingis Khan je pobil čez 10% ljudi, pa danes smo bolj vprašate velja za heroja. Hitler je pobil 3% svetovne populacije in upravičeno velja za hudobca prve klase. Ne? Ampak če pogledate te pristope in razmišljanja, opazite eno ogromno razliko. Ne? Kar je bedno, je pa to, ne, da se te ekstremne ideologije ala fašizem, ala cancel culture se ponovno krepijo in dobivajo na moči in ljudje jih čedalje bolj podpirajo. Jaz mislim, da se treba še enkrat spomniti, kaj v zgodovini so prinesle ekstremne ideologije in zdravo ostati na zelo sredinsko levo, sredinsko desno, se vseeno, ne, ampak to ni strokovno mnenje, to je moje osebno mnenje. Niste mi odgovorili na vprašanje glede plodnosti, stresa, kako... Hvala za to. Ste me prižgali, pa sem se kar razumel. Ampak to je tudi en izmed teh ukrepov.
če sledimo zgodovini, je približno 20 let je trajalo. 20 let je trajalo, no pri cigaretah je pa to trajalo 40 let, da so končno priznali, da so cigarete škodljive. Vmes je pa, kdo ve, kaj je tobačna industrija in tako naprej, vse tiste znanstvenike, ki so to zagovarjali, škodljivost cigaret, so jih uspeli zriniti, zdriblati in tako naprej. Zakaj mislite, da je toliko napadal nam podobne v Evropi? Zato, ker govorimo resnico, vemo, kaj je koristno, kaj je škodljivo, ampak oni, ta drugi, kakorkoli jih imenujete, skušajo preko medijev, perejo možganem ljudi in nas naši kolegi napadajo. Se pravi, tudi kolegi iz inštituta v Sloveniji, znanstveniki in znanstvenice, se razburjajo, da smo proti ženskam, tako naprej, v resnici, ko se borimo za ženske pravice. No, da se povrnem nazaj, približno 20 let so v evropskih medijih oziroma zahodnih medijih se delali norca iz objav, da število semenčic pri moških upada. Se pravi, desetletja, vsaka taka objava je bila zatrta, posmeh, brezvezniki, nimate pojma, kaj se nekaj greste, nekaj afne in tako naprej. No, potem je prišlo do objave v Izraelu, zanimivo, neki izraelski znanstveniki so kar dobri izraelski. So objavili na objavo, kjer so pa zbrali več objav, so naredili statistično analizo čez njih. Glavna kritika je bila, da je bilo premalo statistično zbranih podatkov. No, ta Izraelec je pa naredil, oziroma ekipa je pa naredila čez večje število objav, statistično analizo čez vse in je dokazala, da je to res. Se pravi, število semenčic pri moških, mladih moških, recimo moški 25 leta, imajo toliko semenčic kot prejšnje generacije pri recimo 60-ih, 70-ih, se morate to misliti, zaradi tega, ker je tako blazno radikalno padlo in mladi moški niso več, povprečju niso več normalni moški. Mlade ženske niso več normalne ženske, zato ker je pri njih plodnost tako radikalno padla. To se dela in potem, občutek je, da se spet to dela namenoma. Zakaj ni študij, zakaj ni objav? Seveda so recimo ameriške objave, tista najbolj znana profesorica z tega področja, ona objavlja knjige in jih seveda preberem, pogledam. Zakaj ni zanimivo, zakaj ni večji, zakaj ne poznamo razlogov? To zdaj že nekaj časa govorimo, opozarjamo, vsak 5. otrok je zavrvete, pari imajo težave, ampak nihče pa ne govori, kje so vzroki, verjetno se iz znanosti bi to pa le lahko pokazala, dokazala. To je key point za mojo teorijo. Nočejo dati denarja za te raziskave, zato ker si želijo, da se rodnost zmanjšuje, zato populacijo treba zmanjšati, na kakršenkoli način. In seveda, če upada plodnost pri moških ženskah, je to z tistega stališča, da je treba plodnost zmanjšati, je to v redu ukrep. In mogoče, če bi res grozila nevarnost, da bomo uničili planet, potem bi rekel, potem je pa treba morda so te ekstremni prijemi sprejemljivi. Ampak zdaj v naših študijah, pa tudi po Masku, je pa to ravno napačna strategija, pa bom pozneje se vrnil na to. Ampak to, da so taki problemi s plodnostjo, pomeni, če pogledamo Slovenijo, ima okrog 20% žensk pa moških težave s plodnostjo in to pomeni, da oni trpijo zaradi tega. Se pravi, blazna količina ljudi v Sloveniji trpi zaradi tega, ker se ni raziskalo, zakaj je plodnost tako padla. Možno je tudi stres, kot ste rekli, ampak najbolj verjetno so te neke snovi v okolju, ne vemo, je to plastika, so to hormoni, ki so najbolj verjetno hormoni, tudi tista skupina iz Amerike, ki to še najbolj raziskuje pa objavlja, je tega mnenja, ampak mnenja je, da so... Hormoni pa prijo skozi pesticide. Ja, da je okolje krivo, se pravi, tiste stvari, ki jih mi dobivamo vase in ki se nočejo raziskovati, nočejo dati denarja za te večje raziskave, ki bi slej ko prej odkrili, kaj je to, ampak nočejo. Se pravi, tiste elite, ki odločajo, zdaj, to se sliši kot neka teorija zarote, ampak očitno je temu tako. Če pogledate, koliko časa je trajalo, da je to sploh prišlo v medije, če pogledate, koliko denarja se namenja temu v Sloveniji, koliko denarja v Evropi, koliko denarja v svetu, vidite, da je to mora biti nekaj odzadaj. Ali slučajno, ali pa nekdo namerno forsira, ampak efekt je tak. No, zakaj se naše raziskave pa Maskovo mnenje razlikuje od tega pogleda, ki je bil prevladujoč zadnjih nekaj 10 let, da je treba na vsak način ukrotiti populacijo, da ne bo eksplodirala. Prvič se bo zdaj populacija ustavila, če gledate število otrok je že kar konstantno, razen Afrike so vse ostale celine že
pod vodo, ne, pod 2,1 otroka na žensko. Ampak ključno v naših študijah je, da gremo ljudje na druge planete. Ne. Če ta model, ki smo rekli, da pogledate, koliko časa bo živela človeška tehnološka civilizacija, se izkaže, da sta samo dve prevladujoči teoriji. Ena je tako imenovana Rare Earth Theory, tako imenovana Rare Earth Theory, se pravi teorija redke zemlje, druga je pa to, da gremo na druge planete. Redka zemlja pa bi pomagala bolj okoljsko sprejemljivim virom energije? Ali Redka zemlja, ne gre za redke zemeljske elemente? Ali ne? Aha, okay. Ne, gre za to, da je Zemlja prav fenomenalno enkratna, v tem smislu, da ima eno sonce, pa da ravno na ta pravem, tako imenovana Goldilocks, ne, se pravi na območju od sonca, pa da je ravno dovolj časa že tukaj, pa da ima odzadaj Jupiter pa Saturn, ki jemljeta vse tiste komponente, skratka, da je taka enkratna situacija tukaj, ne, ker če pogledate v naši galaksiji je ogromno zvezd, je ogromno planetov, ne, in tudi če pogledate, koliko planetov je v tem področju oddaljenosti od sonca, kjer je voda, je še zmeraj ogromno, ne. Samo pol pa si lahko zmislite še to, pa to, pa to, pa to, pa to, a ne, in potem pridete do tega, da smo res morda edini. Ampak ta teorija je po našem mnenju bistveno manj verjetna kot druga, in to je pa to, če gremo na druge planete, ali najprej na Mars, seveda, potem pa izven našega Sonča, da je to tisto, kar nam garantira preživetje. Ampak da bi pa tja prišli, ne smemo dopustiti, da se družba da postane preveč sklerotična, zastarela, brez ideje, brez moči, da se sovraži med sabo, ne, to, kar se zdaj dogaja v družbi, da je pretirana globalizacija in tako naprej, skratka vsi ti negativni pojavi, ali bomo šli dol, ne, je manj nevarno, da gremo magari malo proti povečanju prebivalstva, s tem, da gremo na druge planete. Ampak večini ljudi se nam ne zdi privlačno živeti na Marsu. Kaj se vam zdi privlačno, je to precej subjektivna zadeva v primerjavi s preživetjem. Večini Židov se ni zdelo zanimivo živeti v taboriščih. Dober point. Kaj pa, če bi morda, ne vem, to je neka skrajna ideja, jaz to vidim kot skrajno življenje na Marsu, če res ni druge poti, kaj pa to, da bi izboljšali življenje tukaj, ne, morda s pomočjo umetne inteligence, s pametnejšimi odločitvami, da mi na ta način, ne vem. To so te usmeritve, ne, na katere, če sem odkrit, se ne vemo sigurno odgovora, ne. Mi samo domnevamo. Nekaj znamo začunati, nekaj pa domnevamo, ampak tisti so pa brezvezniki, ne, tisti, ki gradijo ideološko iz nekega razloga, ne vem, moramo zmanjšati populacijo in tako naprej, da bo ostal raj na zemlji in tako naprej. Ja, to je pot v stagnacijo in propad po naših razmišljanjih, ne. Se pravi, imate tle več smeri, ne, ta smera, ne, da najprej strebaš revščino na zemlji, je možna usmeritev, ampak ta še vedno po naših analizah vodi v propad človeštva. Edina izmed teh 3, 4, 5 recimo možnosti, ki bi jih dali tukaj na mizo, ne, je ta, magari če trpimo, magari če je nekaj nesimpatičnega ali pa ni prijetnega, ne, ampak to je pot preživetja. In mi ljudje mislimo, da smo večni, ne, ampak nismo večni, pa mislimo, da smo najpametnejši, pa nismo najpametnejši, ne. Že kalkulator računa, ne vem, 1000-krat hitreje kot mi, ne. In to, da bomo uspeli, ne, v naših študijah, kaže, da je sam ta pot, da gremo skupaj z umetno inteligenco na druge planete. To je garancija uspeha. Kako z umetno inteligenco? Sami smo premalo pametni. In ne samo z umetno inteligenco, trenutno smo verjetno na meji tistega, da smo sposobni iti na Mars, ampak že to je na meji, rabimo superinteligenco, inteligenco, ki bo bistveno pametnejša kot naša, da nas bo pomagala rešiti. Torej, govorite o neki postinformacijski družbi? Ali ne? Niti ne. Ne, umetno inteligenco morate gledati kot na informacijska bitja ali pa na inteligenčna revolucija. Prej je bila revolucija strojev, vse stroje 100-krat ali pa 1000-krat močnejši kot mi. Vem, avto, kaj mi tečemo, 10 km/h, 5, ne. Odvisno, ne, recimo nekateri smo slabi, drugi pa ste malo boljši. Ampak z avtom gremo pa brez težav 100 km/h, ne.
Se pravi, brez težav gremo 10-krat ali pa 100-krat stroj naprej. Ne. In tako upam, da je superinteligenca povečala našo inteligenčno moč. To ne pomeni, da nas bo zasužnjila, to so spet ene fame, ne morem reči drugače, ali pa bedarije, ki jih ljudje okoli razširjajo, ne. Predstavljate si, da imamo tule PC in zgoraj imamo ChatGPT in je 1000-krat bolj pameten, kot je ta. A je kaj bolj nevaren? A je 1000-krat bolj nevaren? A je 2-krat bolj nevaren? Kaj bo naredil? Bo skočil iz zaslona ven in nas bo zagrabil za vrat. So totalne bedarije, ne. Od kje mislite, da to prihaja? Se spomnim, ko so prišli čeljusti, Jaws, morski pes. In po filmih, ki so se zgodili, smo se ljudje začeli bati morskih psov. Število pobitih morskih psov je poskočilo navzgor, tako da so nekateri na robu iztrebljanja, na osnovi enega filma, ki je vplival na našo podzavest. In potem sem se šel enkrat potapljati, pa nisem glih po naravi kakšen revček, ne, dobro, zdrav strah je zdrav strah, ampak se potapljaš, gledaš kole malo v temo in vidiš morskega psa, kako prije s tistimi čekani protep, ne. Se pravi, te filmi očitno vplivajo na podzavest, tako kot tudi to, kar gledamo po spletu, po medijih, vpliva na našo podzavest in nam v nekem smislu pere možgane, ne. In nihče ni tako močan, da bi se temu uprl. Se pravi, te strahovi o superinteligenci so totalen nonsens, samo ne smemo biti mi ekstremno neumni, pa ne smemo jim dati avtonomnih orožij, pa ne smemo jim dati nadzora nad jedrskimi orožji. Človek mora biti tisti, ki bo pritisnil na gumb, ne pa umetna inteligenca, ne. Vi opozarjate tudi, niste čisto 100-odstotni zagovornik uporabe umetne inteligence v vse namene, to, kar ste omenili, že kar nekaj časa zagovarjate, da bi mogli absolutno prepovedati v orožarskem, v vojnem smislu, pa s temu ni tako, niti Slovenija ni tega prepovedala. Imamo leve pa desne vlade se menjajo, ne, in z vsemi sem komuniciral zadnjih 20 let ali pa 30 let z raznimi kolegi. Profesor Bratko, skratka razni profesori, doktori so se pridruževali in smo skupaj iskali kontakt s tisto, s katerokoli vlado, ne, ker Evropska unija je že sprejela deklaracijo, da ne smemo imeti avtonomnih orožij, Evropska unija. Ampak potem je treba pa to operacionalizirati na nivoju države, samo slovenski parlament bi moral sprejeti zakon, da ne podpira avtonomnih orožij v Sloveniji, ne, tisto deklaracijo malo operacionalizira, kar je naredilo veliko evropskih držav. Ampak kaj se zgodi pri nas? Potem pride naša politika, začne malo spraševati te vele sile, ne, ali je to v redu, ali to ni v redu, in potem dobijo nazaj nek feedback, ne vem kakšnega, ampak efekt je pa ta, da nikoli nismo tega sprejeli. Se pravi, tisto, kar je najbolj nevarno, ne, pri umetni inteligenci, kar bi bila res neumnost to delati, ne. Se pravi, rekel, samo morilsko dejanje take stvari početi, ampak tega pa mi ne sprejmemo. To pač nekaj pa tudi v bistvu zanimivo je bila umetna inteligenca najhitreje uvedena prav na tem področju. Ne vem, če ena izmed najhitreje se je prijela in množično začela uporabljati. Te argument je vseeno močan, tako, če na prvo žogo rečeš, ni treba pošiljati mladih fantov v vojno, pa naj gre nek stroj. To je nevarna pot, ni pa še nevarno, ne. Nevarno je takrat, kadar dobi možnost recimo upravljanja z jedrskimi orožji ali pa s takimi stvarmi, ne. Dokler upravlja z enim samim strojem, recimo z enim tankom, pa sej v Ukrajini je že kar nekaj teh avtonomnih orožij, če ste gledali, od letečih do vozečih se in tako naprej. Že prej so bila, že v drugih vojnah. Pa podmornice so avtonomne že dolgo časa in tako naprej, ne. Ampak to je še vseeno korak v nevarni smeri. Jaz bi rekel, tiste res nevarne stvari bi res moralo človeštvo biti toliko pametno, pa bi rekel, ne, tega pa ne bomo počeli. Ki še morda? Ni. Ja, pol je še kar nekaj teh drugih možnosti, ne. Predvsem je eno ključno vprašanje, kdaj priznamo pravico recimo psa. Psa ne smete ugasniti, ampak računalniški program pa vedno lahko ugasnete. Medtem, ChatGPT lahko ugasnete. Najbrž ne. Ja, ampak če pa, mi smo tu delali analizo, ne, ali je že zavestno bitje, in ni še zavestno bitje. Torej ni še superinteligenca. A je definicija za superinteligenco, da ima neko zavest, da samo odločanje oziroma samo... Najbrž ni pa čisto enaka stvar, ne, to je precej povezana zadeva, ne. Ampak če bi imela zavest, če bi imela te človeške lastnosti, potem bi lahko rekli, da imajo tudi neke pravice.
Ker glejte, tudi če bi človeka predstavili v računalnik, ne, se pravi samo njegove vse informacije bi pobrali, pa bi ga dal noter, a bi človek imel potem tisti informacijski človek, ki bi imel neke pravice, ne, mojega ne bi smeli kar ugasniti pa zbrisati. Kaj sploh je zavest v vašem? Za zavest obstaja cela vrsta definicij in kdaj jo lahko dosežete predpogoj. Ne. 20 let, dobri 20 let nazaj sem objavil knjigo Princip mnogoterega znanja, po kateri je lahko zavestno neko informacijsko bitje ali pa sistem, samo če je dovolj mnogotero. Zdaj sem rabil 1 leto po pojavu ChatGPT-ja, da sem ta princip sestavil skupaj z GPT-jem. Zanimivo, tega še nikjer nisem v javnosti povedal. Ne. Ampak zdaj mi je to končno uspelo, ne, in razumem. Od začetka nas je cela kupica trdila, da digitalni računalniki ne morejo doseči zavesti iz tega ali pa onega razloga. Recimo en razlog je to, da ni kvanten pojav, ne, se pravi recimo Penrose-Hamerov, potem so še druge teorije, ki jih mogoče zdaj ne bi naštevali, ampak najbolj znana je pa Tononijeva informacijska teorija, ki imate 5 aksiomov pa 5 izrekov. No in na osnovi tega smo tudi mi analizirali ChatGPT, ali ima te lastnosti ali nima. Ne. Skaže se, da če ocenjujete od 1 do 10, ker je 10 odlično, 1 je pa paros je totalno, ne, nimaš pojma, 6 je pozitivno, ne, pride tam nekje do 2-3 povprečju, ne. Kar je ogromen skok naprej, to je ogromen, prej so bili vsi praktično na 1. Ne. Ogromen skok naprej, seveda do 6 mu pa še kar veliko manjka. In stališča principa mnogoterega znanja, ne, je digitalni računalnik preveč enostranski, da bi lahko dosegel inteligenco na nivoju hardvera. No, zato je potem tudi ena izmed neposrednih posledic, da digitalni računalniki ne bodo mogli doseči Ker nimamo tako močnih čipov, če zdaj prav razumem. Ker nimamo dovolj mnogoterih čipov. Ampak zdaj so pa te nevronske mreže preko teh globokih nevronskih mrež in velikih jezikovnih modelov so pa dosegle mnogoterost, ampak ne na nivoju hardvera, ampak na nivoju softverja. So dosegli tak nivo mnogoterosti, da so sposobne marsikaj narediti. Ampak če potem analizirate, ne, kot rečeno, sem za to uporabil razmišljanja, one to delajo na nivoju besedil. Ne. Če ali pa ko bojo uspeli delati to na nivoju znanja, se pravi, z besedila lahko naredite sematični model, ko bodo znali to delati na nivoju semantike, bi pa morda lahko dosegli zavest. Na nivoju mnogoterega kombiniranja besedil pa je to najbrž premalo. Upam, da ste kaj razumeli. Nekaj sem, zagotovo pa ne vse. Najbolj bi me pa zanimalo mogoče pojasnilo, ko ste razlagali, torej, da se ChatGPT ni izkazal na področju teh 6 testov, ki je imel. Kaj to točno, kaj to zavest, mislim, kakšen je ta test, kaj to dokazuje, kaže? Recimo enega zelo preprosto, ker je, ali ima čustvo ali nima, ne. Ja, hitro vidite, ko se z njim pogovarjate, vidite, to lastnost ima, te lastnosti nima, ne. In to delajo moji eksperti po celem svetu, ki se s tem ukvarjamo že kar nekaj časa, ne. In ni toliko težko oceniti, koliko je dober pri čustvih, koliko je dober pri recimo vseh teh starih lastnosti, ki jih je pač nekaj 10, zdaj ne naštevati, ne vem, če je to smisel, ampak tiste recimo lastnosti, ki človek jih ima, vsi ste verjetno kaj uporablja ChatGPT, pa se zavedate, kje bi človek deloval drugače. Ne. So pa ravno pred kratkim objavili Turingov test, da je ChatGPT rešil Turingov test. Turingov test je en izmed temeljnih fundamentalnih testov inteligence. Turing je tam nekje leta 1950 ali še celo malo prej je postavil ta testa. Ne. Turing je sploh nenavadna oseba, to je kot Einstein v fiziki, ne, je Turing v računalništvu, je pa cel kup teh kontekstov objavil, včasih je tako relativno preprosto, ne, to ni bila knjiga, ne. Objavil recimo nekaj razmišljanja, ampak tisto razmišljanje potem je bilo tako fundamentalno zanimivo, ne, da je potem še danes zanimivo. No. Njegov test je izgledal takole, ne. Temeljil je na igri spolov, ko ena družba pa seveda v dobrem razpoloženju, pogreta pa ven ene moški pa ženska, pa ne vejo katera, ne, skratka to je. In potem sprašujejo enega in drugega, ne, in postavljajo vprašanje, in morajo po resnici odgovarjati in morajo ugotoviti, kjer je moški pa kjer je ženska, ne. In seveda, ne, če ste se kdaj igrali to igrico, pa ne verjamem,
ker ni to popularno, ne. Skaže se zelo hitro, da moški v ženskah marsičesa ne vemo in obratno, ne. No, ampak zabavna zgodba je pa v katerih komponentah, ne. No, tako je ta to je izvor igrice, potem je pa Turing to igrico predelal, v tem smislu, da komuniciramo z računalnikom pa s človekom in skušamo ugotoviti, a je človek računalnik. In imamo 5 minut in takrat, kadar en povprečen človek, ki ga poberete z ulice, ne more več kjer, pa takrat je rešen Turingov test. Imamo pa recimo 7 do 10 vrst Turingov testov. Eni so preprosti, pa so pa čedalje težji, in tistega bazičnega zdaj izgleda že rešil. Sredinskega. Ja, čeprav se je izkazalo, da je Ta novejša različica. Predelan GPT, ne. GPT ali pa hiter piše, ne, ali se nikoli ne zatipka. No, izkazalo se je, po mojem, zdaj malo karikiran, da so ljudje šteli, kolikor se je kdo zatipkal in so na osnovi tega sklepali, ker je, tisti test mi ni predsimpatičen. Tisto, kar pa jaz trdim, da je ta prava stvar, je pa tako imenovan ekspertni Turingov test, ker je pa spet morda moja pogruntavščina, ker nisem še opazil, da je kdo drug to objavil, ne. To je pa potem, ko se, ampak je čisto naraven. Če se človek, ki se spozna na to področje, ne da kar en z ulice, ne, skuša ugotoviti pogovor s ChatGPT-jem, ali ima neko lastnost, kot so recimo čustva, ne, se pravi tiste ključne komponente, ali ima čustva, ali po vašem mnenju ima zavest, ne, ali recimo kar naenkrat, ker če se pogovarjate s ChatGPT-jem, mogoče prvo vprašanje je fenomenalno dobro ve, ker pozna cel splet, drugo, ampak potem, ko se nekako navezujete vprašanja na vprašanja, ne, ga pa hitro, Poglabljate, ga pa zmanjka. ko ga vrtate, ne, tako kot študenta na izpitu, ne. Ga pa zmanjka, ne. In potem vidite, tega pa ni razumel, ne. In vidite, da ga nekje zmanjka, ne, ker človek bi še tisto naprej pelal, ne, ta pa ne more več, ne. Sama si neki ideal umetne inteligence predstavljam kot zelo objektivno bitje, ki je sposobno zelo racionalnih, pravilnih odločitev, ki zna prekalkulirati, kaj je najbolje za čim večje število ljudi. V tem smislu bi bilo uvajanje umetne inteligence pametno tudi za sprejemanje nekih odločitev na državni samoupravi, ali kako bi temu rekel, za neke, ne vem, neke postopke, sprejemanje zakonov, oblikovanje zakonov, ali ne? V državnem svetu v prejšnjem mandatu 5 let, ne, sem bil zastopnik znanosti in sem skušal zastopati znanost. Sem skušal politiko, ne, namesto politike, ideologije in tako naprej, sem skušal peljati znanstvene osnove. Vse na internetu hitro najdete, pa v enciklopedijah, praktično v katerikoli temi, kar pravi stroka, ne, znanost. In zanimivo je, ne, da je velika večina v znanstvenem svetu bila kar pozitivna, glede tega, ne, so pripravljeni sprejeti argumente. In žal tega v državnem zboru nisem opazil, tam se pretežno odloča politično, mi smo za to, zakaj, kateri imate strokovne argumente, in se zgodi, da je recimo, ne vem, pravna služba je proti, pa se vseeno sprejme. In to pri levih in desnih vladah, se pravi, politika je pač taka, ali pa ljudje smo taki, ko dobimo moč, smo malce pijani od moči in začnemo pač tisto moč zlorabljati. In so zelo redki, in tisti so pa največji državniki, ki so pa sposobni, ne, ta opij oblasti imeti pod kontrolo, ne. Torej, bi se dalo, bi bilo to pametno, če prav berem med vrsticami. Stroko je, se stroka ne odloča. Odloča ljudi, ki razmišljajo o tem, ampak važno je, da imajo strokovne argumente, ne. Zdaj, da bi zamenjali poslance z... Ne, to ne. Ljudje naj odločajo še vedno naprej, ne. Ne, to ni govora, ne. Umetna inteligenca, superinteligenca je naše orodje, tako kot avto. Z avtom se jih premikamo hitreje, superinteligenco bomo pametnejši, ampak bomo mi odločali, ne bo superinteligenca odločala. To so čudne ideje. Zdaj, rekli ste, se upošteva, pa ne upošteva stroka. Ravno je prišel ven predlog nacionalnega programa za šolstvo in izobraževanje, ki je pač stroka opozarjala, da imamo premalo gibanja, premalo digitalne pismenosti, sprejela se je samo 1 ura športa in obvezen tuj jezik, drugi tuj jezik, kar je v bistvu uvajanje orodij, prevajalnikov, če dogodite tega, ne vem, ali ima laično, pravim, smiselno forsirati jezike, ob tem, da nimamo, ko smo edina država, ki nima računalništva, kaj vi mislite na to? To je ena izmed grozljivk, ki ne moreš verjeti, da se to dogaja. Je to tako neumno, pokvarjeno,
po domače bom se zdaj izrazil. Pa v letu, ko imamo prvič, mislim, v obdobju, ko imamo prvič digitalno To ministrstvo. je višek, a veste, to je višek vse, rekel, normalnosti ali pa nenormalnosti. Ne. Poglejte, imamo ministrstvo, ki naj bi skrbelo za digitalizacijo in to ministrstvo oziroma njena ministrica v medijih javno zagovarja, da ni prav, da imamo to računalništva kot druge države okrog nas. Se pravi, takrat, ko smo mi šli v gimnazijo, recimo osebno jaz, smo bili med prvimi 4 državami v svetu, potem, da smo imeli toliko računalništva po številu ur. Ne. Zdaj smo precej podpovprečno v Evropi, ampak namesto, da bi to popravili, pa bi računalništvo, pa bi ministrica za digitalno preobrazbo, da bi to podprla, ne, ona je ta prva, ki nasprotuje. Mislim, če kdo to razume, jaz ne. To se mi zdi, da je pač toliko mimo zdrave pameti, mimo stroke, da... In tudi argument, ki sem ga slišala pred časom, da nimamo dovolj učiteljev, da bi lahko povečali število ur, je... To je smešno. Že Inštitut Jožef Štefan ima toliko strokovnjakov, da bi brez težave učil to kjerkoli. Ne. Že sama ena inštitucija, mi se ne zavedamo, kakšno kvaliteto imamo na inštitutu, na fakultetah. Tako kot imamo vrhunske športnike, imamo tudi vrhunske znanstvenike. Slovenci imamo vrsto teh področij, kjer smo lahko res zadovoljni in kažemo, kakšno kvaliteto imamo kot državljani, državljanke. Ne. Ampak potem imamo pa take neumnosti, kot je tole, zakaj smo šli uvajati drugi jezik? Kakšen smisel tega? Otroci so prebremenjeni, toliko važnih predmetov je, ki bi lahko koristilo. Ne, šli smo uvajati drugi jezik. Ob tem, ko imamo zdaj res te pripomočke, ki so odlični, ki pomagajo, ki omogočajo sporazumevanje, ko res ni več nobenega... Recimo, te novi sistemi se pogovarjaš preko mobitela in tekoče prevaja, recimo slovenščina, kitajščina. Ne. In se pravi, to so taki totalni nesmisli, ker res ne moreš, pa nerazumljivo je to, da se ljudje ne oprejo. Vse mediji so nekaj pisali, tudi vi ste nekaj pisali na to tematiko, hvala, odlična. Tako da to je, nekaj odzivov je bilo, ne, ampak tako nerazumljive poteze pa ljudje kar sprejmemo. Je to meni nerazumljivo, kam smo prišli, se pravi, zakaj tako ponižno sprejemamo vsako neumnost, vsak nesmisel, ne? In potem, recimo, če smo ravno pri tem ministrstvu, ne, zdaj se vsi zapikujejo v tiste računalnike, kar sicer je nesporno kiks, ne, nesmiselna poteza, ampak je pa recimo 10-krat ali pa 100-krat manj škodljiva, kot je to, da nimamo računalništva namesto drugega jezika. Zdaj, eni reče to, da je to namenoma, zato ker je treba poučevanje uvajati, meni se to ne zdi. Ne. Jaz ne bi rekel, da je to osebno. Ne. Mislim, gre za to, da enostavno so ljudje proti napredku, proti temu, da bi se računalništvo, umetna inteligenca, 10% ljudi uporablja aktivno ChatGPT, 30% pa sploh ne ve, kaj je to. Dobro, razumem, domovi za ostarele, da ne vejo, kaj je to, ne, ampak to so take grozljive številke. Osebno, ne, sem tudi delo sem ponudil, ne vem, da se sme to govoriti, ali boste odrezali, da naredimo zastonj pri vas predavanje zastonj, pro bono. Urco, 2 uri, 3, kolikor se želite, da seznanimo zaposlene, kako lahko v 1 uri s ChatGPT-jem naredite toliko kot 2 urah brez ChatGPT-ja. Katere so te naloge? Jaz se mislim, da smo pri določenih stvarih kar zapopadli. Ne? Super, verjetno vi ste, ampak večina ljudi pa ni, če jih samo 10% aktivno uporablja, to pomeni, da 90% populacije kot brez avta. Sej, če ne uporabljate Google, če ne uporabljate ChatGPT-ja, to je malo podobno, kot če nimate avta. Če bi se vozili s kočijo še vedno, ali pa želeli jahati konje. Ja, ali pa radi hodite peš na Dunaj, ali pa s kočijo na Dunaj. Dobro, najlepša hvala za ta pogovor. Želim bilo uspeha še naprej. Hvala lepa. Hvala vam za spremljanje, se vidimo prihodnjič, nisi Damjan.